Na današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke, ki smo jo seveda sklicali zaradi zahteve za sklic izredne seje Državnega zbora, vezana na priporočila v zvezi z črpanjem evropskih kohezijskih sredstev v obstoječi finančni perspektivi 2014-2020. Slovenija, kot vemo, ima v obstoječi finančni perspektivi na voljo 3,1 do 3,2 milijardi evrov, od tega zahodna Slovenija okoli 850 milijonov in vzhodna Slovenija okoli 1,3 milijarde evrov. Iz kohezijskega sklada je obema regijama na voljo nekaj več kot 900 milijonov evrov. Prav tako imamo na voljo še okoli 100 milijonov evrov iz evropskega teritorialnega sodelovanja. Zakaj smo se v Slovenski demokratski stranki odločili, da skličemo izredno sejo? Zato, ker je po skoraj 5 letih črpanja, samo črpanje evropskih sredstev, lahko rečemo z eno besedico, katastrofalno. In to je seveda tisti ključen razlog, zakaj dejansko želimo, da o tem razpravljamo tudi v Državnem zboru. Pa če si pogledamo zadnje podatke, ki jih imamo na dan 30.9.2018, dodeljenih je bilo okoli 2,1 milijarde evrov, to je 69% razpoložljivih sredstev, pogodbeno vezanih je nekaj čez 2 milijarde evri, izplačil iz proračuna je bilo okoli 5 milijarde evrov. Tisto, kar je pa najbolj zaskrbljujoče, pa je to, da smo dejansko za zahtevki za povračila iz evropskega proračuna zahtevali zgolj 10% sredstev, to je nekaj čez 300 milijonov evrov. In to po 5 letih finančne perspektive 2014-2020. In to je seveda katastrofalno. Na to je nenazadnje opozoril tudi član Evropskega računskega sodišča, gospod Samoj Rep, ki je seveda v predaji letnega poročila Računskega sodišča predsedniku Državnega zbora tudi opozoril, da je Slovenija ena od 10 držav članic, ki dejansko v 4. letu črpanja, to je v letu 2017, ni koristila prav nobenih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladih. Govorimo seveda o dokončni porabi evropskih sredstev. Zdaj, če pogledamo skupno porabo, tukaj je Slovenija prav tako ena izmed 5 najslabših med vsemi državami članicami, ki črpajo evropska sredstva. V Slovenski demokratski stranki si seveda želimo, da bi se to spremenilo, da bi bilo črpanje bistveno boljše in na to nenazadnje velikokrat tudi opozarjamo. Tako smo že v preteklem mandatu sklicali kar nekaj sej odborov, tudi izredne seje Državnega zbora in postavila številna poslanska vprašanja. Zakaj? Zato, ker se enostavno zavedamo, da so to tako rekoč naša edina razvojna sredstva, ne samo za državo, tudi za lokalne skupnosti so izjemnega pomena in seveda ravno zaradi tega bi morala biti država pri tem še bistveno bolj aktivna. In kar je ključno, osnovni namen teh evropskih sredstev je, da zmanjšamo razlike v razvitosti med posameznimi regijami in ravno vkolikor to črpanje ne bo optimalno in ga ne bomo dejansko uspeli počrpati, si lahko obetamo še večje razlike v razvoju med posameznimi regijami. Zaskrbljenost neprestano izpostavljajo tudi župani, lokalne skupnosti, bojijo se, da sredstva ne bodo porabljena in seveda, da jih bomo na tak način tudi izgubili. Zdaj, kot že rečeno, so evropska sredstva za državo izjemnega pomena. Bojimo se nenazadnje tudi tega. Danes imamo kot država status neto prejemnice, smo pa od vseh neto prejemnic tako rekoč najslabši. In kar hitro se nam lahko zgodi, da v prihodnji finančni perspektivi tudi ta status izgubimo, kar je seveda katastrofa za državo, ker to dejansko pomeni, da bomo morali v evropski proračun vplačevati več, kot bomo dejansko iz njega tudi dobili. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko kot razlog, bom rekla, že kar nekaj let neprestano izpostavlja katastrofalno, bom rekla, težave z informacijsko tehnologijo. Naj bi pripravili nek akcijski načrt, ampak kot lahko iz tega razberemo, dejansko nekih konkretnih ukrepov do danes še nismo slišali. Je pa to področje, ki pa si bi resnično zaslužilo konkretne ukrepe in reagiranje na to absolutno ta trenutek. Zdaj, če primerjamo
obstoječo finančno perspektivo, za preteklo finančno perspektivo, vidimo, da smo takrat porabili v obdobju 5 let 30% sredstev, v obstoječi pa, kot že rečeno, samo 10%, tako da je tudi tu bistvena razlika, s tem, da smo se verjetno v pretekli finančni perspektivi morali še več stvari naučiti in danes bi nam neke stvari morale biti bistveno lažje. Res je, da črpanje sredstev spada nekako pod okrilje službe vlade za razvoj in kohezijsko politiko, vendar to še zdaleč ni stvar enega ministrstva. Črpanje evropskih sredstev mora biti prioriteta celotne vlade in seveda vlada kot taka mora biti na tem področju pa res sposobna medresorskega dogovora in seveda to mora biti tista prva naloga, katere se mora tudi v danem trenutku lotiti. Vladi v Slovenski demokratski stranki na ta način seveda za našim priporočilom predlagamo, da v roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja sredstev evropske kohezijske politike in da ta načrt predstavi tudi v državnem zboru. Zdaj, glede na sam pomen teh sredstev, ker dejansko so to tako rekoč resnično, skoraj edina razvojna sredstva, ki jih imamo, seveda pričakujemo, da bodo to priporočilo potrdile in sprejele tudi ostale parlamentarne stranke in da bomo tukaj dobili širšo podporo in seveda upamo, da se bo v zelo kratkem tudi poznalo boljše črpanje in seveda hitrejše ukrepanje na tem področju. Hvala. Kakšno vprašanje? Jana, zdaj res, samo eno vprašanje. Zdaj, ko sem prišla, ta zahtevo ste že vložili ali še boste? Zahteva bo vložena danes. Hvala lepa. Hvala.